Kot zanimivost povejmo, da so čisto na začetku dekleta spala po šolskih telovadnicah. Pozdravljeni v zadnjem podcastu pred tekmo na Ljubnem. Z mano prav poseben gost, nekdo, od katerega bomo izvedeli vse informacije za tekmo, to je gospod Rajko Pintar, predsednik OK Ljubno. Lep pozdrav, Rajko. Lep pozdrav. Vsakega gosta najprej vprašam, da se nekako predstavi. Kdo je Rajko Pintar? Rajko Pintar je predsednik OK-ja že 19 let. 12-krat oziroma zdaj 13-krat svetovnega pokala in 7-krat prej še kontinentalnega pokala. Drugače, v profesionalnem življenju sem bil pa 27 let ravnatelj osnovne šole Ljubno, še prej tudi poklicni novinar, pa na začetku tudi profesor športne vzgoje. Kaj od tega vam je najbolj ustrezalo oziroma vam najbolj ustreza? Ravnateljevanje na osnovni šoli. Mislim, da bomo izvedeli veliko informacij, ki nas zanimajo in na splošno o tekmi in mogoče tudi o samem Ljubnem. Pa najprej kar, da zvemo, kako potekajo priprave, je vse pripravljeno, vse štima za tekmo, kako je? Že to, da ta pogovor poteka pri -5, -6 stopinjah, lahko pove, da nam vreme letos pa enkrat za spremembo vsaj do sedaj res odlično služi. Čeprav smo že naredili dovolj snega za tekmo pred tem sneženjem, pa nam sedanje temperature gredo res na roko in danes smo že imeli tudi interne kvalifikacije za del slovenske skakalne reprezentance, pa tudi vremenske napovedi za naprej so tako ugodne, da mislim, da bomo prisostvovali resnično spektakularni tekmi. Ja, vremenska napoved za enkrat izgleda odlično, upamo na veliko število gledalcev. Ravno v soboto, bo kot neka, na sobotni tekmi bodo prisotni gasilci. Ja, zdaj, mi smo včeraj pa predvčerajšnjim poizvedovali, kako gredo karte v prodajo in primerjali z lansko letno prodajo za silvestrsko turnejo. In mnogokratnik prodajenih kart napram enakemu obdobju lani pred tekmo je 7. To se pravi, da pričakujemo res zelo, zelo veliko število gledalcev, prav posebej pa še zaradi fantastičnih uspehov naših skakalk v zadnjem obdobju. Potem pa seveda to, da pričakujemo res veliko število povabljenih gasilcev in prostovoljcev, tisti, ki so nam najbolj pomagali po katastrofalnih poplavah v avgustu lansko leto. S kakšnimi težavami ste se spopadali ravno zaradi teh poplav? Kako je to vplivalo na samo organizacijo tekme za svetovni pokal? Zelo. Skakalni center je bil zelo poškodovan. Z sanacijo skakalnega centra bomo nadaljevali spomladi, vendar, ker je pač skakalna tekma odvisna predvsem od snega, ki je pokril rane, dobljene v tej poplavi, smo lahko skakalnico pripravili za tekmo. V vsakem primeru pa bo tekma tudi zaradi tega zelo pod neko noto dobrodelnosti. Namreč odprti so računi pri Rdečem križu, Ljubno 5, Ljubno 10 na 1919, na katerih bomo zbirali prispevke za pomoč prizadetim po poplavah za celo Zgornjo Savinjsko dolino. Se bodo ta sredstva zbirala med tekmo ali je to že začelo? Se je že začelo. Že lahko že kar nekaj časa in bo potrajalo to ves čas do tekme ta dobrodelna akcija. No, jaz upam, da se bo veliko ljudi odzvalo in pripomoglo, da se po poplavah vrnete.
Nekaj besed o poplavah sem govorila že z gospodom županom. Je tudi natančno opisal, kaj in kako vas je vse prizadelo. Ne tako dela skakalnice, ampak za vse ostalo. Kaj pa vsa ta pomoč prav gasilcev in tudi prostovoljcev, konec koncev, koliko vam je pomenilo, da so prišli na skakalnico pomagati, da so se tudi zdaj mogoče vam odzvali in pomagali pri organizaciji? Mi smo morali biti pri tej pomoči zelo, zelo rahločutni in tenkočutni, zaradi tega, ker pri tako hudih stvareh, kot je samo v občini Ljubno 13 izgubljenih hiš, pa 140 poplavljenih domov, nikakor ne more imeti sanacija skakalnega centra nobene prednosti. Ne? In še danes je, tako kot sem že rekel, sanacija skakalnic bo prišla šele spomladi ali pa v poletnem času v poštev, ker prav gotovo, da imajo vsi ostali objekti, ki so pomembni za življenje ljudi, mnogo, mnogo pomembnejši. Ja, sigurno se strinjam, da ni tako pomembno, da bi se fokusirala zdaj na skakalnico, ampak vseeno velike pohvale, da ste v bistvu sploh uspeli zorganizirati ponovno tekmo svetovnega pokala. Se vemo, da vzame kar nekaj časa, kar nekaj dela in tudi seveda sredstev konec koncev. To je nujno potrebno, zaradi tega, ker se mora življenje vrniti v normalne tirnice. In tekma svetovnega pokala je ena izmed tistih, ki vrača optimizem, ki vrača vero v življenje, v normalnost, v napredek spet. In to je zelo, zelo, zelo pomembno pri celotni situaciji, kakršna je zdaj v teh krajih. Pa se vrniva mogoče zdaj čisto na začetek, ko ste organizirali prvo tekmo celinskega pokala. Kako je sploh prišlo do tega? Takrat vemo, da ženski skoki niti najmanj niso bili razviti, najprepoznavni. Kako da ste pa vi se odločili za organizacijo prav ženskih tekem? Pa tako kot je pri naših v Sloveniji vse, kar je s smučarskimi skoki povezano, je povezano s planico. In v planici po končanih tekmah tam leta 2003-2004, ko so ženski smučarski skoki bili res na čistem začetku, je bilo pač tudi se strani FISE zahteva, da tudi Slovenija prevzame eno tekmo celinskega pokala. Takrat je bilo to res na nizkem nivoju in bom rekel, ekipa 3-4 ljudi, Jože Mermal, šef BTC-ja, Beno, hvala, znameniti režiser z RTV-ja, tudi sedanji župan Franjo Naraločnik, pa predsednik našega kluba Alojz Murko, pa jaz smo se pač lotili organizacije. O tem nismo vedeli kaj dosti. Predvsej smo se učili izkušnje od velenjskih smučarskih delavcev Jožeta Grajenška, ki so že organizirali celinske pokale za moške. In tako smo pač tukaj začeli. In zgodba je bila v tem, da je ženski smučarski skoki so bili res v diskriminatornem položaju. Prav zanimive zgodbe so, ker dejstvo je, da so se ženski smučarski skoki zažrli v pogačo, finančno pogačo moških smučarskih skokov, in zato je bilo tudi z te strani kar nekaj nasprotovanja in Ljubno je te prepreke zelo, zelo uspešno podiralo, tudi na ta način, da smo imeli tukaj na Ljubnem praktično celo skrivne sestanke z vodji ekip, ki smo jih prepričevali in organizatorji teh tekem celinskega pokala, da bi naredili vse za pač promocijo skokov. In potem, ko se je na naših tekmah začelo zbirati veliko število gledalcev, zaradi res, res dobre ekonomske propagande, katero je omogočila firma BTC, naš glavni sponzor,
so se potem počasi začele tudi na drugih nivojih in tudi v drugih državah razvijati te ženski smučarski skokov. Dejstvo je, da so ženske ves čas zahtevale, da se enakopravno postavijo v vrsto z prireditelji moških smučarskih skokov in pravzaprav je danes velja, da so ženski smučarski skoki najhitreje rastoča zimsko športna panoga. Razlike so vedno manjše in v teh 10-12 letih je razvoj bil res izredno hiter. Najprej je bilo svetovno prvenstvo, potem so bile olimpijske igre, potem pa svetovni pokal in tako naprej. Tako da, zdaj pa še velikanke, tudi na velikankah se je stvar samo v nekaj letih zelo hitro odvijala. Tako da tudi na FIS-i je prevladal zelo, zelo realističen razum, da je treba tej panogi podrediti oziroma nameniti vso pozornost in danes smo tu, kjer smo. Edina razlika praktično med moškimi smučarskimi skoki je samo še v denarnem skladu, ampak tudi ta se iz leta v leto zmanjšuje za 30%. Tako da v nekaj letih bo tudi ta tabu padel. Ja, zelo lepo ste opisali cel začetek in v bistvu ta hiter razvoj, da ga tekmovalka v bistvu doživi ena tekmovalka v svoji karieri, potem mora biti razvoj res zelo hiter. Kako pa potem, kaj zahteva, oziroma mogoče da razloživa, kaj je razlika med tekmo celinskega pokala in tekmo svetovnega pokala? Kaj vse to zraven prinese? Ja, seveda, to je kar velika razlika. Zdaj, na začetku, kot zanimivost povejmo, da so čisto na začetku dekleta spala po šolskih telovadnicah, po prizoriščih po svetu. Danes je seveda to popolnoma drugače. Bistvo pa je, da seveda celinski pokal se ni neposredno prenašal po televiziji, medtem ko pa svetovni pokal pa se že prenaša in zanimive so podatki o gledanosti. Recimo, našo lansko letno tekmo za 1. januarja je gledalo v živo 7,6 milijona ljudi. To so podatki Infront Italy, ki je producent naših tekem, torej gre za uraden podatek. To so res velike številke in v Sloveniji, na primer, je pa novoletno tekmo na Ljubnem gledalo večje število ljudi kot novoletno tekmo moških na isti dan. Ja, številke res rastejo, ampak torej poleg tega, da je tekma na televiziji, tekma svetovnega pokala, koliko več ljudi je potrebnih za organizacijo? To je seveda tesno povezano z vedno večjimi zahtevami, po kvaliteti izvedbe tekme. Ja, pri nas zdaj v vseh procesih deluje okoli 200 ljudi, na tak ali na drugačen način. Je pa popolnoma jasno, da je treba res predanost temu, nobene improvizacije ni več mogoče, vse mora biti zaradi prenosov televizijskih prenosov do sekunde natančno, tako da nič ne sme zatajiti. Torej, Mednarodna smučarska zveza ima svoje zahteve in pravila za tekmo svetovnega pokala. Tekma lahko traja največ 90 minut vse skupaj na televiziji, nekaj takega, To, da si poslušalci malo predstavljajo, kaj vse v to prinaša. Tudi časovnica v bistvu se umesti prav zaradi televizije, Ja, seveda, čeprav se tudi tega ne držijo. Zadnjič, pred 10 dnevi smo videli 2-urno tekmo. Tako da včasih pač vremenske razmere krojijo tekmo. Temu se ne da izogniti. So pa pravila kar precej trda, res je. Kaj recimo še zahteva Mednarodna smučarska zveza? Vemo, da standard hotela mora biti ne vem, koliko zvezdic že. 4 zvezdice, 4 zvezdice.
Kaj še zahtevajo? Vse ogrevane prostore za tekmovalke, hrano? Hrana, catering, vse. Res, to prevozi. Danes so logistični zalogaji so veliki, ne. Sodniki prihajajo, recimo za letošnjo tekmo, prihajata 2 sodnika oziroma 2 funkcionarja FISE iz Japonske, eden iz ZDA, eden pa iz Norveške, ne. Vsi prihajajo na letališča od Gradca, Zagreba, Benetk, Brnika, nekateri s svojimi avtomobili in vse te je treba pripeljati na Ljubno, potem jih prav čas pripeljati nazaj na letališče v ponedeljek po končani tekmi ali pa že v nedeljo zvečer. Skratka, veliko teh logističnih zalogajev je, ne. Standard pa v resnici raste. To so pač predpisi, ne. Zdaj, dekletje so lahko po 2 v sobi, včasih smo jih imeli 3 pa 4 na celinskem pokalu, zdaj sta samo 2. Pri nas je tak zanimiv problem, da je večina trenerjev je moških, tekmovalke so ženske in seveda nam to potem onemogoča, da jih kakorkoli mešamo v istih sobah, ne, in imamo zaradi tega dodatne stroške, ne, ker potrebujemo večje število sob, pa še marsikaj takega je, ne. Potem so tu ekipe od Swiss Timinga, potem so tu ekipe od Infront Italy, potem so tu reporterske ekipe iz tujih držav in tako naprej. Za vse te je treba poskrbeti. Torej, strošek v bistvu funkcionarjev, kot so sodniki, krijete vi, v bistvu organizator? Ja, strošek, seveda, ne. Svetovni pokal je takšen, da mi krijemo vse bivalne stroške tekmovalk, ampak ne vseh. Samo 4 plus 2. 4 tekmovalke plus 2 trenerja, strokovni štab, potem pa krijemo tudi večino stroškov sodnikov, tehničnih funkcionarjev, pa Swiss Timinga recimo, ali pa recimo zdaj doping kontrole, pa take stvari, ne. To vse mi krijemo, ne. Koliko dni prej pa v bistvu začnete dela na skakalnici? Pustimo detajle, ki se pač dogajajo tik preden se tekme začnejo, ampak koliko časa prej je potrebno za vso pripravo? V bistvu celo leto traja, ne. Tam mogoče po tekmi, da je 1 mesec, 2 meseca malo sprostitve, vendar tudi ta sprostitev ni popolna, ker pač potekajo plačevanje računov, plačevanje prihajanje sredstev od sponzorjev in tako naprej. Vse ostale, marketinške, pa tam od junija naprej, maja, junija naprej in celo poletje, ves čas, sklepanje pogodb, sama skakalnica pa čisto odvisno od tega, kakšno je vreme, ne. Skakalni center smo letos začeli delati, ali pa imamo že ga končanega 10 dni prej kot lansko leto. Ampak letos nam pač vremenske razmere to omogočajo, ne. Je pa to zelo pomembno, ne, kajti FISA ocenjuje organizacijo tudi potem, ali je vse storjeno zadnji hip ali pa, da je že vse pripravljeno, ko oni pridejo na prizorišče. Kakšne pa dobite mogoče izkušnje ali pa občutke tekmovalk ali pa oziroma celotnih ekip? Ja, mi hodimo, pa še na začetku smo pa sploh kar veliko obiskali nekih prizorišč moških tekem, ne, kjer smo se učili in pridobivali izkušnje, ne. Jaz bom zmeraj rekel, najbolj se učimo pri najboljših, najboljši so pa v planici, ne. Tako da tam smo tudi sicer največ izkušenj pobrali in smo jim za to zelo, zelo hvaležni. V bistvu imamo srečo, da imamo najboljšo izpeljano tekmo moškega svetovnega pokala ravno v Sloveniji. Tako je, ne? Velikokrat tudi slišimo, da je Ljubno mini planica, oziroma da je tukaj
Zibelka ženskih skokov in planica zibelka moških skokov. Kako bi to komentirali? Jaz seveda se s tem strinjam. Ne? Torej, zibelka je zaradi tega, ker so se tukaj začeli res tisti ta prava borba za ženske smučarske skoke. Veliko je nekih zanimivih zgodb, celo do kanadskega ustavnega sodišča je šla ta borba. Potem borbe na Mednarodnem olimpijskem komiteju in tako naprej. Toliko je bilo tega, da je to in svoje pa daje to, ker je na ljubljanski tekmi več gledalcev kot na čisto vseh ostalih ženskih tekmah tudi. Res, da bi se težko merili naš skakalni center z, naprimer, Oberstdorfom, pa Holmenkollnom, kjer tekmovalka ne stopi niti za centimeter v neko blato ali pa v nekaj tega. No, pri nas je seveda, mi se s takim bogatim športnim centrom ne moremo pohvaliti in se najbrž tudi nikoli ne bomo mogli, ker pač nismo tako, niti približno tako bogati. Ne? Imamo pa srce, imamo gostoljubje, imamo domačnost in pri nas, če ne, mi vsaki tekmovalki letos bomo v hotelsko sobo dostavili posebno dobrodošlico, na nočni umarci jih bo čakala neka dobrodošlica in veliko takih in podobnih detajlov, drobnih, je pomembnih, ki nas dela to, kar pač smo. Ja, velikokrat slišimo od tekmovalk, da ravno ta domačnost in ta srce, ki ga vlagate v tekmo, da jih privablja sem. Velikokrat slišimo tudi, kako vihajo nos, ko stopijo v blato, ampak vseeno ta domačnost jim veliko pomeni. No, pa mislim, da je nekaj še pomembno. Da najbrž tekmovalka, ko začuti, pa to so mnoge že tudi meni rekle, ko zasliši tisti navijaški hrup 5000 ljudi z vsemi sirenami, da ti daje to tisto popolnoma neki drug občutek, če skočiš, pa ni v doskočišču oziroma na tribunah, da ni nobenega gledalca, da nobeden te ne gleda. In je pa najbrž, da je kot športnica to tisto, kar je zelo pomembno, kajti nedvomno športa brez gledalcev ni. Ne? Ni in ga nikoli ne bo. Šport zahteva gledalcev, zahteva navijaške skupine in to je tisto, kar daje čar športu. Ja, sigurno je velika razlika. To smo lahko videli v sezoni, ko je bil prisoten COVID, ko nažalost nismo mogli imeti gledalcev. Ja. Nek manjko. Ja, gotovo. Čisto drugačna tekma, pa v bistvu na istem prizorišču. Tako. Nekaj takega, ne. Kakšni so pa načrti za naprej? Ja, tu je kar nekaj odprtih stvari, predvsem okoli novoletne turneje. Ne. Mi smo zelo zadovoljni s tem terminom, ki smo ga zdaj dobili, tako da mi bomo zaenkrat vztrajali pri tem terminu. Mi smo in FIS-i in Smučarski zvezi pravzaprav dali dva, da tako rečem, pogoja. Prvič je, da bi želeli imeti 2 tekmi, ne samo eno, za novoletno turnejo je samo ena tekma, Ja. da bi imeli 2 tekmi, tudi zaradi stroškov postavitve centra, in pa da je dnevna tekma. Ne? Ker pač stroški z lučmi, ki so montažne, so prevelike in tega stroška preprosto ne zmoremo. Jaz srčno upam, meni je ta termin najboljši, vedno mi je bil najboljši, ker je to nekje sredina sezone, kjer se lomi in ta tekma ti vedno da nek dodaten zagon. Sigurno bodo mogli razmisliti za novoletno turnejo, kaj bodo naredili, ker trenutno s tem 2 tekmama nekako niso šli v pravo smer. Ne. Ampak kaj pa, a bo skakalnica bo ostala ista? Ta skakalnica bo sigurno ostala ista, imamo pa načrte. Ne vem jaz, koliko so realni, vendar tudi ko smo to delali,
so mnogi rekli, da sanjamo. Ne? Mi se zelo dobro zavedamo, da gredo skoki ženski na vedno večje skakalnice proti velikanki. Mi imamo načrte za novo večjo skakalnico. Koliko so te realni, je zdaj res težko reči. Ne? Prav gotovo pa, če pogledamo trend, da tudi moški skačejo na, kjer mu rečemo, srednje skakalnice, ne? Da bo tudi v ženskih smučarskih skokih bo 25% tekem na takih skakalnicah, kot je naša. Gre za prizorišča, kot so Beljak, Zao, Kincenbach, Ljubno, Parašnov. To je 25% teh tekem bo še vedno na takih skakalnicah. Tako da brez problema smo mi še 10 let konkurenčni, ampak pustimo se presenetiti in v 10 letih bomo pa že mogoče tudi kako novo skakalnico še naredili. Ja, načrti so zelo lepi, tiste, ki smo videli lani. Sigurno si vsi želimo, da tekma tukaj ostane. Imate vi mogoče kakšno posebno povabilo za gledalce? Seveda, vse vabim na spektakel, ki bo resnično spektakel 27. in 28. januarja, v soboto in nedeljo. V soboto se bo tekma začela ob 11:30, v nedeljo pa pol ure prej, ob 11. In vsi se že veselimo tega spektakla, predvsem pa v pričakovanju odličnih rezultatov naših reprezentantk. Mini planica bo zraven za otroke? Mini planica bo zraven. Posebej bo še vedno poudarek na tem, da bo to družinam prijazna tekma. Veliko bo, tako kot sva rekla, mini planica, animacijski šotori, glasbeni gosti, ansambl Robija Zupana, Samuel Lukas in tako za vsakoga nekaj. Predvsem pa priporočava, da se toplo oblečejo, ne? Tako je. Hvala lepa, ker ste bili moj gost. Hvala lepa tudi tebi. Hvala, ker ste naju spremljali. Vse prav lepo vabim, da pridete na tekmo. Ni pa to zadnji podcast, še en ponedeljek bo in mislim, da bo gostja prav zanimiva.